Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni iz Središča ob Dravi. Namreč občina Središče ob Dravi v teh dneh praznuje svoj 62. občinski praznik. Ja, dogodkov bo veliko, že so se začeli minuli teden oziroma minuli vikend, začeli so tako kot ponavadi s športnimi aktivnostmi, seveda pa bo dogodkov še veliko in to vse tja do konca aprila. Prav je seveda, da se pogovorimo to in ono z županom občine Središče ob Dravi, Jurjem Borkom, kajti občina Središče ob Dravi je mlada občina, obmejna občina in je veliko dosegla v teh letih, kar je samostojna. Kaj nam bo povedal župan? Lepo pozdravljeni v naši družbi. Dober dan in lep pozdrav vsem gledalcem kabelske televizije Ormož. Verjamem, da se počutite praznično. Je vsekakor, torej kot ste napovedali, že 62. občinski praznik praznujemo v teh dneh, v teh tednih v občini Središče ob Dravi in seveda to kaže na to, da naš praznik torej cenimo, da nam je pomemben in tudi letošnje prireditve, torej obseg prireditev kaže tudi na to, da so razna društva seveda z občino skupaj pripravljena seveda sodelovati v tem programu, se pokazati in seveda dokazati. Verjetno ne bo odveč, da vam kar lepo čestitam vam in vsem tistim, ki ste pripravili čudovito velikonočno razstavo v nekdanjih prostorih Merkurja v centru kraja. Je še vedno odprta ta razstava? Torej, vsekakor, kot prvo bi se tudi jaz želel ponovno zahvaliti predvsem našemu turističnemu društvu, na čelu z gospod Dragico Florjanič, seveda z aktivnimi člani, ki so nekako v tej razstavi združili vsa ta ročna dela, če se tako izrazim, ne samo iz Središča ob Dravi, ampak tukaj se predstavljajo številna turistična društva ali pa organizacije iz Ormoža, iz Hrvaške in razstava je res bogata in vredna ogleda. Seveda razstava bo odprta vse tam do zaključka osrednjega dela občinskega praznika, to je do 10. 11. aprila. Ja, seveda je to bil nekako tudi že uvod v vaše praznične dneve in tisto, kar šteje, je prav to, da društva tako lepo stopijo skupaj. Se to vedno dogaja v Središču ob Dravi, ko imate kakšen praznik? Sigurno. Torej, mnoge prireditve, ki so v organizaciji raznih društev ali celo pod pokroviteljstvom občine, se vedno zgodijo v takem smislu, da se deluje več društev. Tako da seveda tukaj moram pohvaliti društva za organizacijo posameznih prireditev in pa za sodelovanje. Kajti veliko je prireditev, kjer eno samo društvo ali ne zmore, ali je eno društvo premalo in tukaj vejo naša društva stopiti skupaj. Takih prireditev je sigurno več, tudi občinskih in seveda to povezovanje smo večkrat poudarjali na skupnih sestankih z društvi, ki jih navadno enkrat letno naredimo za usklajevanje programa, kjer pa seveda tudi spodbujamo to sodelovanje, pomoč in pa obiskovanje seveda prireditev, kajti vsakemu društvu, nazadnje tudi občanom, ki se trudijo, ki to delajo, je največje poplačilo obisk posamezne prireditve, konkretno je tudi naše razstave sedaj in nekako vedno spodbujamo društvo k temu. Za vami v Središču ob Dravi je kar težko leto. 2015, mislim, da je kar se zapisalo v zgodovino vaše občine, kar se tiče beguncev in begunskega centra, ki ste ga postavili ob meji. Kako pa je to zaznamovalo vas recimo osebno, pa na splošno občane občine Središče ob Dravi? Občina Središče ob Dravi je obmejna občina, kot vemo, seveda z lahko prehodno, če se tako izrazim, zeleno mejo. In seveda tisto, kar je zaznamovalo leto 2015, kot ste že dejali, je sigurno ta prehodni begunski center, ki je sicer imel namen popisa in od tu so potem begunci šli naprej v tiste zbirne centre. Ja, to je bilo postavljeno 2-3 mesece, v decembru so ta begunski center potem odpeljali. Nekako naše občanke in občani so to sprejemali kar, bi rekli, relativno mirno, kajti samih posledic, če se tako izrazim, v samem kraju, kakšnih problemov ni bilo.
kajti to je bila prehodna zadeva. Seveda tista druga zadeva je postavljena ta varovalna ograja, žica ob meji, delno ob južni in po celotni vzhodni meji, kjer je med 10 do 11 km. Tudi to so nekako občanke in občani sprejemali z razumevanjem, posebej tisti, po katerih zemljiščih, seveda, predvsem na vzhodni strani občine, ta ograja žica poteka. Mi smo nekako v dogovoru, v postavljanju z policijo, z ministrstvom za notranje zadeve, zunanje zadeve, bili prisotni pri tem postavljanju. Nekako smo usklajevali te prehode za dostope do njivskih površin, do dostopov do gozda, kajti ta žica ne poteka vse posod ob meji, ampak je nekje odmaknjena zaradi terena. In seveda tukaj smo nekako s skupnim dogovorom zagotovili te prehodne točke, torej možnosti dostopa zemljišč, in ljudje so to dobro sprejeli. Seveda situacija trenutno taka, kot je, zelo nejasna, kaj bo v naslednjih mesecih, letih s to begunsko krizo. Sedaj se to zmanjšuje. Kot pa sem že poudaril, Središče je v letih 2000-2001 že doživelo to, da je skozi to lahko prehodno zeleno mejo prestopilo kar nekaj tisoč beguncev v par mesecih. To se spomnimo dobro. In seveda namen te žice, predvsem pa teh patrulj, ki so sedaj povečane, mešane, torej policijske, vojaške, je, da se seveda ta ograja, ta žica ob tej žici patrulira, kajti sama žica ni dovolj. Upamo vsi, seveda, da se bo ta begunska kriza res umirila, da bo to sodelovanje med evropskimi državami in tudi Turčijo res tako, kot so se dogovorili, kar lahko beremo, in da tu ne bo neki problem. Seveda zdaj, kakšni problemi pa lahko sledijo preko nekih ljudi, ki so z nekimi dobrimi nameni vstopili v Evropo, predvsem z nameni kakih terorističnih napadov, tisto pa je drugo, še bolj kritično vprašanje. Zdaj seveda verjamem, da je večji del ljudi miroljubnih, pojavljajo pa se seveda ekstremisti, kot vidimo, in to je potem lahko tisto slabo. Kakšno pa je sicer vzdušje v Središču ob Dravi na splošno? Kako ljudje živijo, kako se počutijo, kakšne so izjave, recimo, ne samo glede na begunsko krizo, glede na splošno stanje v državi? No, nekako, kot ste omenili, zdaj mi smo v letu 2007-2015 seveda zaključili neki zelo uspešen ciklus investicij na infrastrukturnem, na raznih področjih, šoli, vrtcu. In moram dejati seveda, da smo, kar se tiče torej počrpanih evropskih državnih nepovratnih sredstev, tudi lastnih, sigurno med boljšimi občinami v Sloveniji, kajti nekako smo uspeli pridobiti čez 10 milijonov nepovratnih sredstev, 4 do 5 milijonov lastnih vložiti in neke osnovne infrastrukturne probleme smo rešili. Neka naša nadaljna usmeritev je, da bi se kaj več naredilo na gospodarskem področju. Končno smo letos sprejeli podrobni prostorski načrt za cono, iščemo investitorje, sedaj nekako imamo tiste kalkulacije za ceno in predvsem tukaj, če bi se pokazale možnosti, če bomo seveda zanimivi, neki dodatni premik. Nezaposlenost ni nekako kritična, ampak vseeno, predvsem mladi, ki so šolani, izobraženi, ti morajo, nažalost, ker tu ni nekih boljših delovnih mest z dodano vrednostjo, iti iskati delo ali večje centre ali pa v tujino. Seveda tudi klima v državi ni dobra, jaz to moram poudariti. Jaz smatram, da je naša država neprijazna do investitorjev tujih in domačih. Na to opozarjamo že leta, in da bi izpostavili ugodne pogoje za investitorje, domače ali tuje, je potrebno še marsikaj. Upam, da se to spremeni in da bomo seveda spoznali, mi smo že seveda na občinah, vemo dobro, to morajo predvsem državni organi pa obstoječe vlade spoznati, da seveda prihodki, iz katerih živi potem občina, pokojnine, vse drugo, izhajajo seveda iz dela. Izhajajo iz tistega, kar ustvarjajo podjetja, firme, vsi tisti, ki seveda ustvarjajo.
In tukaj bi moral biti bistven premik, torej razbremenitev dela, poenostaviti postopke. Glejte, nenormalno je, da smo mi en postopek prostorskega načrta, pa podrobnega prostorskega načrta za cono peljali 7 do 8 let. To ni normalno. V tujini je to čisto enostavno, investitor pride v občino, si pogleda mesto, papirji so hitro in to so neki pogoje, ki seveda drugih, cestna povezava, cene, delovna sila, seveda si določen investitor več kriterijev pogleda in se odloči potem za to, kje bo investiral, kje bo delal. No, vas poznamo kot precej kritičnega človeka, župana, veste kar pokritizirati. No in kaj bi recimo trebalo v državi narediti, da bi recimo to vse šlo lažje, bolj enostavno, poenostaviti, no? Glejte, nekaj zadev smo že omenili, predvsem pri gospodarstvu, sigurno razbremenitev dela, postopke poenostaviti. Glejte, postopki so absolutno predolgi in prezahtevni. Torej, marsikateri domači ali pa tuji investitor se obrne ob tem, ko vidi, kakšni so postopki. To smo omenili. Sigurno bi potrebno bilo tudi pravilno usmerjati šolstvo. Glejte, mi imamo številne kadre, številne študente, doktorje, magistre, ki realno po nekih statistikah nimajo 20-30 let možnosti za svojo zaposlitev. Ampak ker vsak vodi svojo politiko, vsak se bori za sebe, kar je tudi logično, tudi na tem področju nam marsikje primanjkuje kadrov, na nekih področjih pa imamo kadrov bistveno več. In konkretne spremembe, torej ne da samo nekdo iz obstoječe vlade ali obstoječi minister ugotavlja, to pa moramo narediti. Glejte, naredimo to enkrat. Dajmo te postopke, poenostavimo, kot jih ima tujina, naredimo to, da bomo zanimivi, ponovno pravim, za domače in tuje investitorje. Edino to nas lahko reši. Vi sami vidite, da torej, začela se je razprava o spremembi pokojninske, oziroma se začenja v aprilu. Dejstvo je seveda, da tudi ob teh prihodkih v pokojninsko blagajno, ob številu upokojencev, tudi ta zadeva ne pije voda. 1,4 milijarde je potrebno dati iz proračuna, da se dajo pokojnine, od katerih pa so nekatere tudi mizerne. In torej samo večje zaposlovanje, večja gospodarska rast je tista, ki lahko daje upanje nam vsem. Tudi nazadnje za prihodke v občine, kot smo rekli. Videli ste, nam so prihodke zmanjšali, drugače nam se odhodki pri zavodih na sociali ne zmanjšujejo. Razpisi v drugi finančni perspektivi jih ni ali pa so neužitni. Zadnji primer je energetska sanacija stavb, kjer smo upali, da bo, ampak očitno tudi tega ne bo. Kar se bo posledično, torej, če ne bo graden tudi na tem področju, ne bo gospodarske rasti in seveda poenostavitev postopkov, če se tako izrazim, kot sem že večkrat rekel, ali pa resetiranje te države, kot jaz pravim, je nujno potrebno. Kajti mi ne rastemo, mi tonemo, na žalost. No in kaj bi po vašem mnenju lahko država naredila, da bi se zadeve izboljšale? Recimo, kaj ima možnost narediti? Seveda možnosti je veliko, kar nekaj smo jih omenili. Skrajšati postopke, zmanjšati davke ali pa dodatno dati razbremenitve tistim, ki vlagajo. Torej dobra davčna zakonodaja je tudi pomembna. Pomembne so potem tudi ceste. Ceste, železniška povezava, tudi to gledajo investitorji. Vemo seveda, da vse naenkrat ne gre, ampak ponovno pravim, poslušamo dnevno, da vemo, kaj je potrebno narediti, ampak kot sami vidite, se ne spreminja nič. Moram vam reči, da zadnje mesece, tudi ta teden ni nobena izjema. Dejansko občinska uprava, tudi sam, koliko uspem pogledati, tudi drugi to pravijo, ne uspemo slediti spremembam zakonodaje. Tiste, ki se spreminja in tista, ki gre v obravnavo. In seveda se vsi sprašujemo, je res potrebno zdaj naenkrat toliko zakonodaje spreminjati, če pa se že spreminja, pa vsi skupaj pričakujemo tisto, kar smo prej rekla, poenostavitve, olajšave, ampak ne, gledajte, vsaka zadeva, ki pride, tista je bolj komplicirana, tista zahteva več poročil, več administracije, več papirjev
In seveda torej zadeva gre nasproti tistemu, o čem govorimo. Ne. Tako da seveda upanje pa imamo, da bo boljše, ne, ampak ne vemo No, kdaj. prav to, da upanje umre zadnje. Kaj pa bi si vi recimo želeli za svojo občino? Da si malo privoščiva sanjarjenje, recimo. Ja, vsekakor, gledajte, jaz že nekaj mesecev intenzivno delam od tem, ko se je neka svetla luč pokazala na naši poslovni cone, torej ko smo končno pred začetku prejšnjega meseca pripeljali OPPN, konci to pomeni neke postopke prostorske, da bi dobili kakega investitorja, da bi pridobili nekaj delovnih mest. Ne. Tudi pomembna zadeva se mi zdi, ker je naša občina pretežno kmetijstva, ta kmetijski del, vendar tudi vidimo, kam pelje kmetijstvo, subvencije so manjše, cene odkupne se zmanjšujejo, samooskrba se zmanjšuje in mislim, da tudi politika države, koliko ima vpliva na kmetijskem področju, ni dobra. Ni dobra. Davčna blagajna, pogledajmo, kaj so naredile. Jaz ne pravim, da mogoče davčne blagajne ne bodo prinesle pozitivnih rezultatov. Počakajmo mesec, dva, tri. Dopolnilne dejavnosti. Statistično pogledajmo v zadnjih 3 mesecih, koliko je bilo dopolnilnih dejavnosti v naši upravni enoti odjavljenih. Predvsem tisti, ki se ukvarjajo z manjšimi dopolnilnimi dejavnosti, ki so po domače povedano par 100 evrov obrnili. Ne. Tudi oni so zdaj obvezni imeti blagajno, povezano z internetom, to nekaj stane. In veliko ljudi je to odjavilo. Poglejmo primere Avstrije. Ne. Taki manjši, ki doma nekaj delajo, prodajajo, so v pavšalo, enostavno zadeva rešena. Prireditve z tem, da morajo tudi seveda društva imeti davčne blagajne, da moramo po novem verjetno na vsaki prireditvi imeti tudi reševalno vozilo, kar smo se že prepričali, novi pravilnik. Torej vse dušimo, mi vse dušimo. Ne. Namesto, da bi dali neki novi zagon, se dela ravno obratno. Evo, zopet nekaj primerov. Tako da bi si seveda sam želel, da bi bilo več možnosti na tem gospodarskem, kmetijskem delu, tudi turističnem. Mi pripravljamo neke podlage za Krinski park Središče. S partnerji iz Hrvaške se pripravljamo za jesenski rok prijave na Interreg, kajti to se nam zdijo neki vsaj delno užitni, če se tako izrazim, razpisi, kjer bi skozi kako kulturno dediščino, skozi kakšen turistični program lahko s partnerji iz Hrvaške kakšna nepovratna sredstva dobili, tako da ne mirujemo. V glavnem iščemo tiste možnosti, kot sem že omenil, za cono, za razpise, kje bi se dalo kaj dobiti, nadgraditi. Kaj pa v letu 2016? Kaj je za to leto že med načrti, kar se bo dalo realizirati? Ja, nekako zdaj nekih velikih načrtov za leto 2016, predvsem tudi finančnih, nimamo. Mi smo lani končali ogromno investicijo, ker tudi lastnih sredstev je bilo kar nekaj, občina morala prispevati. No, vsekakor neke zadeve, manjše ureditve po domovih, nekaj smo občinsko zgradbo uredili, bomo pa uredili ravno prejšnji teden, smo se dogovorili sprememba načrta porabe 23. člena, mislili smo energetsko sanirati telovadnico, to bomo zdaj spremenili in bomo eno cesto v dolžini 1 kilometra v Šalovcih uredili. Čakamo seveda tudi na razpise Lasa, tudi imamo tu nekaj sredstev rezerviranih tudi za Interreg, tako da nekako nekih velikih investicij letos ne bo. Po drugi strani pa ponovno pravim, priprava nekih projektov. Mi imamo pripravljen projekt malih čistilnih naprav Šalovce-Godenince, 2 energetske sanacije. Z Ormožem, s Tomažem pripravljamo nadaljevanje projekta Ormoško območje 2 vodovod, če bodo seveda ti realni, če bodo sredstva. Tako da imamo nekaj načrte, ki pa upamo, da bodo vse delno realizirane. No, če gledamo tako recimo od leta 2008, pa se je vseeno veliko zgodilo. Ne ste veliko pridobili s tem, da ste samostojni? No, vsekakor torej ne samo tiste finančne podlage, ki smo jih omenila, 10 milijonov 300 nepovratnih sredstev, 4 do 5 milijonov lastnih. Če samo pogledamo tako malo, mi smo v bistvu obnovili, posebej zdaj še s kanalizacijo, okrog 50 km cest, kar predstavlja
kar predstavlja skoraj, bi rekel, 80% lokalk pa ulic. Vodovoda smo kar nekaj obnovili z Ormožem, lastnega šola, vrtec, domove, trg. Tako da ja, je kar nekaj premikov in seveda ponovno pravim, tukaj predvsem našo upravo moram pohvaliti, je bila kar dobra, tudi seveda sodelovanje s skupno občinsko upravo z Ormoža, z projektanti, z nadzore. Kar nekaj zadev smo uspeli v teh letih, ko se je seveda dalo nekaj sredstev pridobiti in seveda tudi z lastnimi uspeli postoriti. 13. seja občinskega sveta je že za vami v tem mandatnem obdobju. Kako funkcionira občinski svet? Ja, imeli smo torej sejo prejšnji teden. Glavna tema, če se tako izrazim, seveda so bile gospodarske javne službe. To je voda, to je odpadki, to je dvajanje in čiščenje, bazen, Ormož skupno lastništvo, kjer smo se torej seznanili s poročili finančnimi, z tehničnimi, statističnimi za prejšnje leto in pa potem predloge, predvsem cen pa dela za letošnje leto. Kar se tiče torej najbolj pomembnih zadev, mi smo seveda letos sprejeli pri odvajanju in čiščenju, ker namreč v funkcijo je kanalizacija in čistilna naprava v 3 naseljih. Morali smo določiti ceno za odvajanje in čiščenje. Nekako smo poskušali čim bolj ugodno ceno skozi subvencijo določiti za naše občanke in občane. Sicer je v tej ceni tako voda, odvajanje in čiščenje. Potem smo določili tudi odvodski režničnih gošč za Šalovce pa Gozdanice, kajti sedaj imamo čistilno napravo. To nam ugodno vpliva na 2 zadeve. Nekako se ta strošek odvajanja in čiščenja, posledično tudi cene vode, ki se s tem namenom zmanjšuje, saj se nekatere takse ukinjajo, čim ti vodo odvajaš pa čistiš. To je prva zadeva, torej ugodno cenovno vpliva in pa potem še stanje priključkov, v katerem moramo ravno v tem tednu poročati na ministrstvo, na kanalizacijo in pa končno v juniju. Tudi to stanje, torej odvoza greničnih gošč, Gozdanici, Šalovce, nam ugodno vpliva na to poročanje, kajti tudi ta 2 naselja se potem jemljeta ali pa tretirata, greta v popis, kot da seveda v obratovanje čistilne naprave. Drugače, smeti so se podražile za 14%. Samo moramo reči, da še kar ugodno, glede na to, da smo jih zmanjšali oktobra za €0,5, sedaj €1,13 gor, tako da realno so se potem se cena povečala za 60 centov. Vemo, kaj se je zgodilo. Mi moramo sedaj taj smeti in ne smemo več odlagati tisto, kar se odlaga v Ormožu. Bil je razpis, izbral se najbolj ugoden ponudnik, tako da smo v neki bolj črni varianti pričakovali ali pa ne pričakovali, da se bo cena bistveno več dvignila. No, mislim, da se je kar zmerno, torej kot smo rekla, nekje 65 centov, 0,63 centa se je dvignila po kante, tako da je to ugodno. Seveda tudi druge gospodarske javne službe, seveda bazen. Vemo, kak je male cene, veliko stroškov. Tudi pri tem bazenu je potrebno marsikaj zagotavljati kot na velikih kopališčih. Kar pa se tiče za naprej, mi še vedno pripravljamo za naslednjo sejo, kot je že občina Ormož imela prvo branje vseh odlokov za vse gospodarske javne službe, ki bodo nekatere v letu 16 in 17 morale iti v ponovne razpise za koncesionare. Tako da seveda dela ne bo zmanjkalo, plus to še, kar smo prej recimo omenila, vedno večje zahteve po poročanjih, po papirjih na razna ministrstva in seveda papirnati zadevi, kot tudi sam veste, vedno več. Tako je. Ampak sedaj praznujete, tako kot že 62 let. Vmes je sicer bilo nekaj pavze, kar se tiče občinskega oziroma še prej krajevnega praznika. Ja, seveda, kajti občina Središče ob Dravi je z občinskimi prazniki začela leta 1954 in potem leta 1958, ko zadnja občina v Sloveniji bila na silo ukinjena. Seveda so se po letu 1958 ti prazniki občinski preimenovali v krajevne.
tako vse do leta 2007, ko pa so se bili ponovno kot vlastni občini, seveda občinski, ampak mi to vodimo kot občinske praznike, kajti ni drugače niti možno. In torej 62. občinski praznik, ki pa seveda so bili od leta 54, torej do letošnjega leta, in sem prepričan, da bo tudi naprej neprekinjeno. Vikend, športen vikend, no, predvsem pa tudi kulturni, seveda, če omeniva srečanje folklornih skupin v Obrežju v soboto, je za nami, naslednja prireditev pa bo v četrtek. Tako je, torej ta prvi vikend med petkom in pa nedeljo je bil predvsem namenjen športnim in pa kulturnim dejavnostem, pohod, torej braniteljev meja, tradicionalen strelsko tekmovanje, potem tekmovanje v namiznem tenisu in pa v malem nogometu. V četrtek 7. aprila pa torej srečanje ali pa tekmovanje društev upokojencev v vrtnem kegljanju za pokal občine. Vemo, da so ne samo naši upokojenci, tudi druga upokojenska društva iz upravne enote, pa tudi nekateri gostje zelo aktivni in tukaj se seveda zbere 100 do 120 kegljačev, upokojencev in torej v četrtek to tekmovanje, ki je vedno zelo zanimivo, tekmovalno, pa tudi druženje, dobro se vejo upokojenci narediti. No, v petek potem bo osrednja oziroma bo proslava pri spomeniku, tako kot vsako leto, točno opoldne. Kaj se bo še vse dogajalo v nadaljevanju potem? Proslava, kot ste rekli, že tradicionalna, žrtvam druge svetovne vojne. Osnovna šola pripravi manjši program, položi se venec, odprt je tudi muzej NOB tukaj na trgu. Seveda v petek popoldne malo nekaj novega, v športnem parku Trate, nogometna tekma med župani Slovenije, ki ima svojo ekipo, tudi sam sem član te ekipe, pa naš podžupan, in pa med župani iz Međimurja. Torej prišli smo na to idejo, ekipe so formirane, ob 3 je zbiranje, segrevanje in potem tekma in potem seveda druženje. Tako da sem prepričan, da bodo tudi ljudje prišli to malo pogledati, kajti bo kar zanimivo. No, kateri župani bodo vse v ekipi Slovenije? Ja, zdaj tako iz glave, če vam povem, torej iz Središča smo 2, pa s Hajdine, pa iz Križevec pri Ljutomera, pa Štore, pa iz Gorenjske, Aco Šuštar. Ja, kar nas je, v ekipi nas je 15-16, ne? Ja. Kajti lani smo se udeležili enega turnirja v velikem nogometu v Italiji, letos pa gremo od 16. do 21. maja na Evropsko prvenstvo županov na Češko. Torej v velikem nogometu, oziroma igralo se bo na 5-meterne gole. Tako da ja, tudi športno pomeni to neko druženje in tako naprej. Tudi izmenjava izkušenj. Veliko krat, ravno prejšnji teden smo imeli taki mali trening, srečanje v početrtku. Seveda ne samo šport izkoristimo, potem tudi hitro za izmenjavo, kaj pa vi delate, aha, kak pa vi na tem razpisu, kaj pa vi menite o tem. Tako da ja, eno z drugim torej. In kakšno pozicijo boste vi zavzeli v nogometni ekipi? Ja, malo bom že mogoče tudi stopil v igro, pač to bo naš trener rekel, ne. Seveda bom malo tudi bolj popazil na te organizacijske del, tako da ja, nekako bomo se menjavali, ker nas je malo več. Iz Hrvaške tudi torej pride ekipa in vabljeni si, ko gledo. To bo zelo zanimivo. No, sobota pa seveda prinaša osrednjo proslavo potem, ne? Tako je, mi bomo že dopoldne sprejeli goste iz Mislinja, z naše pobratene občine. Vsaj kot vedno najavimo, vsaj en avtobus, da jih pride in to jih bo. Pogledali bomo si razstavo v Središču ob Dravi, ki je zelo zanimiva. Ormoški muzej, ki je tudi naš skupni. Malo bomo se zapeljali po Vinski cesti, kosilo obavili in pa potem osrednja občinska proslava ob 18. uri v soboto, kjer seveda kulturni program pripravlja osnovna šola. Sledi seveda tudi podelitev odlikovanj in priznanj. Komisija je že dala predlog, občinski svet je sprejel sklep, tako da seveda tudi letos tistim zaslužnim občankam in občanom
podelimo odlikovanja. Je to že za priznanja in tako javnost, naprej. kdo so? Za javnost sicer ja, ampak nekako tudi drugim medijem pa taka praksa je, gledajte, to bo v soboto tam objavljeno in nekako praksiramo, da tako ostane. Dobro. No, kaj se bo potem še vse dogajalo do konca praznika? Ja, vsekakor potem v nedeljo sledi srečanje starejših občanov, torej mi damo vsem občankam in občanom poziv, da se v Sokolani ob 11. srečajo starejši občani, torej vsi tisti, ki so stari nad 70 let. In vsako leto moramo reči, da je tudi tukaj dobra udeležba, tam med 100 do 120 občank in občanov se tega udeleži. Pripravi se krajši kulturni program, šola ali pa upokojenci še kaj dodajo, sledi seveda kosilo skupno, malo seveda poklepetajo, mogoče letos smo sicer rekli, da glasbe ne bo, ker potem vidimo, da imajo ljudje rajši tisti debato. Ja, to je potem sobota oziroma nedelja, kar pa potem še sledi, torej v soboto 16. aprila naše lovsko društvo, ki je zelo tudi aktivno, zelo prepoznavno, saj ima velik rajon, veliko dela postorijo, veliko nalog torej za ravnanje z divjadjo, ohranjanje narave, skrbijo seveda tudi za številne remize, 70-letnica njihovega delovanja in seveda svečanost v Sokolani ob 18. uri. Kaj pa je potem še tista dve zadeve, ki sledita 23. aprila ob 17. uri v Sokolani območna revija odraslih folklornih skupin, ki seveda v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož, in pa potem še 24. aprila, že kar tudi tradicionalna zadeva, balinjenje za pokal občine. To je v organizaciji rekreacijskega društva Stras, ne samo domača društva, tudi društva, predvsem vem vedno, ker sem prisoten iz Ormoža, tam so kar aktivni upokojenci v balinjenju, se kar nekaj društev udeleži in torej izvedejo to balinjenje za pokal občine. Nekako se potem s tem balinjanjem to praznovanje občinskega praznika zaključuje. No, za konec pa še vprašanje, koliko prebivalcev ima trenutno občina Središče ob Dravi? Težko vprašanje, pa bom povedal zakaj. Seveda mi se ob evidencah, uradnih, neuradnih, ob tistih, ki nekako grejo v kakšna poročila, ki so osnova tudi za glavarino, srečujemo z nekimi različnimi podatki. Seveda pa je dejstvo eno, da seveda, kar sledi tudi iz poročila ali pa statističnih podatkov same upravne enote, torej za vse tri občine, pa tudi za našo število prebivalcev vsako leto pada. To je en kriterij, drugi je, da je čedalje starejše prebivalstvo, po nekih uradnih podatkih bi naj naših prebivalcev bilo nekje 2150, po enih celo po 2100. Ravno o tem smo prejšnji teden malo v našo upravo pa debatirali. Upamo seveda, da se bo ta trend ustavil, seveda pa ponovno se lahko vrnemo na tisto prvo zadevo. Ta trend se lahko ustavi, seveda, če bo občina tista, ki bo ne samo občina kot inštitucija, nazadnje občina kot celota nudila predvsem tudi mladim in tistim, ki želijo tu ostati, neko perspektivo. To je pogoj in ponovno pravim, na potezi je predvsem država, mi bomo se prilagodili, verjemite. Tudi s tem, ko smo omogočili našim občankam in občanom določene infrastrukturne zadeve, komunalni prispevek, potem komunalni prispevek za novogradnje, komunalni prispevek za mlade družine, za podjetnike. Glejte, tu smo, sem prepričan, naredili take pogoje, kriterije, olajšave, da jih ima malo kdo v Sloveniji. Ker ti zavedamo se, da seveda ljudi ne moreš kar samo obremenjevati, ne. S tem jim nazadnje bivalne ali pa druge pogoje še poslabšuješ. Tako da mi v vseh mogočih zadevah to prilagajamo nekako finančnemu in drugemu stanju občank in občanov. Ponovno pravim, da predvsem pričakujemo hitre in pa, da se izrazim, velike poteze države. Velike poteze države, kajti te so nujne, ne. No, tako na prvi pogled lepe nove hiše rasejo, predvidevamo,
da gradijo mladi ljudje, tako da vseeno se dogaja. Ja, drži, je kar nekaj lepih novih hiš mladih družin. Po drugi strani pa vam moram povedati, tudi sam sem se v torek pa v sredo angažiral, kajti ob poročilu, ki sledi, ki je bilo danes poslano na Ministrstvo za okolje in prostor o priključevanju, ker torej mi moramo upravičiti, poročati, katere hiše so priključene, koliko ljudi je to. Smo seveda pripravili en seznam tako imenovanih praznih hiš. In moramo reči, da je ta seznam v naseljih Obrež, Grabe in Središče, seveda tu še ni vzeto Šalovce, to sledi še, Godarince, tudi kar dolg. Po eni strani je nekaj novogradenj, ostajajo nekateri obnavljajo novogradnje, po drugi strani pa moram reči, da se ugotavlja, da pa je čedalje več hiš praznih. Torej, ali so to hiše, kjer seveda so stari ljudje umrli, te hiše sicer imajo lastnike, nekatere te hiše se sedanji lastniki vračajo ob vikendih ali pa občasno, ali so na delu v tujini, nekatere pa so prazne in se dobesedno podirajo. Tako da ta stran zgodbe ali pa slike pa ni glih ravno rožnata. In to je nekako še stalnica teh občin, ki smo demografsko ogrožene, ki smo ob meji, kajti teh problemov občine v osrednjem delu, v bolj razvitih delih nimajo. Kvečimo rast prebivalstva, nekatere občine vem, v osebnih kontaktih, po statistikah se ukvarjajo s tem, da imajo premalo prostora v vrtcih, stanovanj, nekaj tega drugega, seveda ob bistveno drugih pogojih. Hvala lepa, gospod Jurij Borko, čestitke vam in seveda vsem vašim občanom ob 62. občinskem prazniku. Naj nas pravzaprav vse skupaj optimizem ne zapusti, treba je verjeti, da bo čez kakšno leto boljše. Ja, vsekakor tudi vam se zahvaljujem, da smo naredili to oddajo, ta intervju. Seveda tudi že sedaj bi izkoristil to priložnost, da našim občankam in občanom čestitam ob 62. občinskem prazniku. Seveda pa obenem vabim tudi, da se udeležijo teh prireditev, seveda tudi širše, ne samo naše občanke in občane, kot pa ste sami dejali, bodimo optimisti, verjemite mi, mi bomo se za našo občinsko upravo, za svetnike, vsemi tistimi, ki so pripravljeni sodelovati, trudili, da ustvarjamo nove pogoje, da postorimo še nekaj v naši občini. Seveda pa ni vse v naši moči in bodimo optimisti, kot ste dejali, kajti je le tako je možno torej iti naprej, imeti cilje in jih seveda tudi doseči. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, Jurij Borko je bil z nami. Veliko sva povedala in ja, optimizem naj bo tisti, ki nas gor drži. Lepo se imejte, pa se vidimo znova čez teden dni. Nasvidenje.